Zdravo, evo, nekaj časa se nismo slišali. Danes pa mislim, da je ena taka priložnost, ko se velja ponovno vklopiti, pa malo deliti misli z vami. Pa ne tokrat o Luki Dončiću oziroma Dallasu, čeprav je Liga NBA v razcvetu oziroma v razvoju, da se je že dobro vstopila v začetek. Ampak bolj zaradi druge teme se danes oglašam, zaradi vzornika iz mladosti, zaradi tistega, ki ga žal nikoli in nikdar nisem uspel spremljati, ker je nažalost preminil, preden sem se začel zavedati samega sebe. Imel sem malo več kot 2 leti. Govorim seveda o Draženu Petroviću. Zakaj danes o Draženu? Zato, ker je istoimenski film Dražen prišel v kinematografe in si ga je že možno ogledati. Včeraj sem bil na premieri v Cineplexu v Rudniku, in je bilo zelo zanimivo. Kaj pa da drugega? Od gostov do samega filma, do ekipe, ki je pripravila film. Ja, tudi oni so prišli. Zanimivo je to, da je bila delno hrvaška, delno celo slovenska zasedba, ki je film posnela, in gre seveda o Draženu. Da. V glavnem, če ste tukaj novi oziroma če bi želeli več podobnih zgodb in analiz še naprej slišati, oziroma jih iz mojih ust, da jih predam vam, vabljeni, da se naročite na moj kanal, no. Skratka, Dražen film. Dva igralca sta igrala Dražena. Ne vem, če ste to vedeli. Mlajši Dražen in pa starejši. Zdaj boste vsi pričakovali, verjetno pričakujete, da je šel film zgolj in samo o košarki. Ne, nasprotno, narobe. Seveda je bila košarka dobršen del tega filma, ampak ne bi pa rekel, da večinski. Bolj se zgodba ne zapira, ampak bolj gre zgodba teče v smislu Draženovega zasebnega življenja, kar je bilo mogoče manj izpostavljeno tekom let, ko ga več ni, tekom let, ko žalujemo za njim oziroma se ga bolje rečeno spominjamo. Se pravi, zgodbe iz zakulisja zasebnega življenja, od ljubezenskih zgodb do odraščanja, odnosa mama-sin, oče-sin, brat in pa seveda punce in Dražen. No, to je bilo precej zanimivo, do samega življenja v New Jerseyju, Portlandu, čustev, se pravi čustvovanje, kako se je spopadal z igranjem, z neigranjem, z menjavo kluba, in spet glede punc in tistih pozornosti, ki nam nasprotni spol včasih vzame, ne. Tako da je res, res zanimivo. Kot sem omenil prej, številni gostje. Na premieri videl sem Jureta Zdovca, Petra Vilfana, Janeza Drvariča, Zmaga Sagadina, Jasmina Hukića, marsikoga, no. Je pa zanimivo, no, to bi še omenil, ekipa, ki je posnela film, je bila v Ljubljani, baje so ga snemali 8 let. Še korona jim je vmes delala težave. Skratka, bil je v filmu in na premieri nečak Dražena Petrovića. Zdaj, če bom jaz nečak Dražen Petrović, da se spomnim imena. V glavnem, kar je zanimivo, ful imata podobno kosu, bi oni rekli, ne, se pravi, tole frizuro, ne. Marko Petrović, ja, je nečak. V bistvu so že slike. Zdaj na portalu Sioli jih že najdem. Kako zanimivo. So že slike, celotna ekipa se je od spredaj postavila, od zadaj mi gledalci. Res je bilo tako prijetno vzdušje, no, moram reči. Pa še ena zanimivost, zdaj, če je to režisera, ne, ima tudi podobno pričesko, kot jo je imel Dražen. Še ena takšna podobnost, no. Kar je bilo zanimivo, da je nečak od Dražena izpostavil, da si je posebej v koledar označil, kdaj bo premiera v Ljubljani. Kar nekaj novih zanimivih stvari je bilo tukaj, no, ki sem jih izvedel. Recimo, prvi nastop za hrvaško reprezentanco se je zgodil proti Sloveniji za Dražena. 112 točk je dosegel Dražen proti takratni Smelt Olimpiji. In pa, ja, 112 točk, prav ste slišali, mladina. Pustimo podrobnosti pa vendarle. In seveda, žal, tudi zadnji nastop Dražena je bil proti Sloveniji. Film se začne, to bo film za nostalgike, to moram povedati. Zakaj? Ker recimo film se recimo začne v neki, recimo na meji, ko prečka s takratno punco, mislim, da poljsko mejo ali nemško mejo, mislim, da poljsko mejo, ja, takratno
kako je to staro, to so Jugeci, v glavnem, res nostalgija, potem odraščanje z družino, ko je bil še Dražen mali in pa brat Aco malo starejši, ko se družina zbere za mizo in je kosilo, to so male sobice, sobane, stara miza, prt, tapete na stenah, resnično se malo vrneš v tiste stare čase, ki se še jih le redki spominja, oziroma ki se jih spominja starejša generacija, no, moram reči. Tako da zelo zanimivo tudi namigne film v določenih segmentih, ko se Dražen pogovarja z agenti, oziroma se agent v njegovem imenu pogovarja s klubi, kakšen je bil to, kako je bilo težko v bistvu biti Evropejec v NBA, oziroma že sama pogovarjanja glede minutaže, obljube, oni se tudi na to se malo naveže film in pa seveda na samo frustracijo Dražena, ko ne more sprejeti sam pri sebi, kaj so mu obljubili in kaj dejansko se potem dogaja, ne. Tudi recimo je zanimiv primer iz filma, ko se Clyde Drexler pri Portlandu poškoduje, pa še vedno Danny Ainge pa še en drug igralec vendarle dobita prednost pred njim, ne, in kako ga to potre v bistvu, ne, in potem naslednji dan zahteva menjavo, če se malo košarkarskega vidika dotaknem. Tako da, ne vem, tukaj je bilo res zanimivo. Pred samo premiero je Grozbasket organiziral en kviz, je bilo tudi par zanimivih vprašanj, ki so ga po večini ljudje znali rešiti oziroma pravilno rešili. Ob samem koncu pa je bil čas še za en govor, imel ga je, verjamem, da bolj po naključju, kot pa je bilo to dejansko načrtovano, Peter Vilfan. Načrtovano je verjetno bilo, da bo imelo malo več ljudi, nenazadnje je pa bil tudi Dražen soigralec Petra v reprezentanci, pa nekajkrat tudi nasprotnik, kot je Peter omenil, ne. Tako da mislim, se Petra je pa vedno zanimivo poslušati. Tako da ja, film se, kot sem dejal, predvaja v slovenskih kinematografih, mislim, da celo širom Slovenije, celo na mojem rodnem Ptuju vmes, kar mi je zelo fajn, v Mariboru, sigurno ga najdete, v Ljubljani itak. In splača se. Tudi če niste nek velik košarkarski navdušenec, če niste mogoče toliko prej spremljali košarke jugoslovanske, Dražene, kakorkoli, ni bistvo, ni poanta filma v košarkarskem smislu, ampak gre za nek celovečerec, ki je usmerjen tudi v ljubezensko življenje Dražena, da tako rečem, no. Vsekakor. Toliko o tem, bodi si dovolj, bi priporočal film, še tole, no, mogoče dobil sem eno vprašanje, koliko bi ocenil film, ne, od 6 do 10, jaz sem mu dal oceno 8,4, zdaj boš rekel, kaj je 8,4, da je 8,5 ali da je 9 ali da je 8. 8,4 sem dal zato, ker je boljši kot neka osmica in pa mogoče malo slabši po mojem mnenju kot ena devetica, ker devica je res, bi moral biti nek zaplet, ampak ni bil takšne vrste film, bolj je bil neki avtobiografski, tako da nekih zapletov, in čeprav so bili seveda v Draženem življenju, v katerem pa niso, v tem filmu pač ni bil prikazan, ker niti ni bil namen takšen, no. Toliko o tem. Ja, zanimivo. Vsekakor vredno ogleda. Dražen je bil res legenda. Še ta zanimivost mogoče omenil je, se pravi, vodja muzeja Draženega v Zagrebu je tudi Marko, se pravi nečak od Dražena, da so Slovenci eni izmed boljših, če ne najboljši obiskovalci njegovega muzeja, in na to je izredno ponosen in je zato izredno vesel. Sam sem že imel tole srečo, da sem lahko obiskal Draženov muzej, če še kdo ne ve, je tam, ko je Cibon in Turan, ne, se pravi ob dvorani Dražena Petroviča, ob spomeniku Dražena stoji tale muzej, ljudje tam noter zaposleni so zelo prijazni, večkrat je tudi Biserka tam, njegova mama, in tam je pa videti marsikaj, ne, od tega, da so tam trofeje, pokali, dresi, podpisani dresi ostalih igralcev, med drugim tudi Gorana Dragića, Luke Dončića, Michaela Jordana, Stefa Curryja, ne. Tako da, to je samo ena zadeva. Hkrati pa nasproti muzeja tudi Mozart kafe, kjer na vseh stenah lahko opazite podobe Dražena iz njegovih najboljših časov, predvsem iz New Jersey Netsov. Ja, mogoče en razlog več za obisk Zagreba. Toliko, no, da ne bom predolg, nekaj informacij upam, da ste dobili, preverjenih iz prve roke.
Nič, gledati film, to je to. Še enkrat, če ste pa tukaj vnovič, prvič ali so vam takšne in podobne zadeve všeč, spodaj se lahko naročite na moj kanal, povsem brezplačno, zvonček vam pa da vsako obvestilo za vsak nov video, všeček, komentar pa nabijajo algoritem. Dobro, dovolj me imate. Hvala lepa, srečno, do naslednjič, gre sem bil z vami iz Greg Skorta. Bye!